Žana, ali se je do tega trenutka že kdo obrnil na ustavno sodišče? Ja, na ustavnem sodišču so nam potrdili, da so doslej prijeli eno pritožbo, vložila jo je fizična oseba, pritožila pa se je, so zapisali, proti odločitvi parlamenta glede potrditve poslanskih mandatov. O možnosti sicer ustavne pritožbe pa se je za Delo in Dnevnik v zadnjih dneh razpisal pravnik dr. Rok Lampe, prepričan, da je izraelska obveščevalna agencija vplivala na volitve in volilni rezultat. Pri čemer je navajal zakonski rok za ustavno pritožbo, to je ta petek. V Sloveniji pa sicer takšnega primera na ustavnem sodišču še ni bilo, z izjemo poskusa izpodbijanja volilnega izida na lokalni ravni. Je pa Lampe potegnil vzporednice s primerom iz Romunije. Tam je leta 2024 ustavno sodišče zaradi vmešavanja tuje sile razveljavilo predsedniške volitve. Pravni strokovnjaki, s katerimi smo govorili danes, pa so do te primerjave izredno zadržani. Vidijo namreč pomembne razlike v pravnih ureditvah.